Torej, gospod Jurša, danes boste imeli na mizi proračun. Vemo, da so penzije za vas pomembna zadeva. Kaj boste ustvarjali, glede na to, da denarja ni prav veliko? Ja, denarja je v državi dovolj, treba ga samo dobro porazporediti in seveda tistim skupinam, katere so najbolj v slabem stanju in treba na določen in ustrezen način pomagati. Zdravstvo, seveda, zdi se, da greste še korak stran od cilja, da bi zmanjšali čakalne vrste. Koalicija bo 13. septembra imela 1 leto in kot kaže se do takrat ne bo spremenilo kaj ključnega. Zdravstvo je zelo zahtevna tema. Jaz mislim, da je ne bo moč rešiti v tako kratkem času, da je to dejansko naloga, ki jo treba dolgoročno reševati. Vidimo, kaj se dogaja na področju zdravstva in seveda, če ne bomo nekaj storili, potem se na nas zgoditi, da državljani več ne bomo imeli zagotovljene zdravstvene varnosti. Ampak, a ste zadovoljni z delom ministra, oziroma s tem, kar je doslej narejeno, kot je rekla kolegica, ne premakne se prav veliko? Stvari gredo počasi. Jaz od ministra moram realno povedati, nisem pričakoval, da v nekem kratkem času, ker to niti ne more narediti, naredijo velike spremembe. Okay. Vam ne bo vroče. Torej, kaj prinašate pred koalicijo? To je ena od ključnih točk volilne zakonodaje. Ja, ena izmed zelo pomembnih točk, ker smo si tudi časovnico nekako zadali, da bi skušali implementirati odločbo Ustavnega sodišča še v letošnjem letu. Kot veste, so pogovori o tem tekli na več ravneh, tudi s koalicijskimi strankami, pa tudi z vsemi strankami in pri predsedniku države. In na koncu se je izkristaliziralo, da bi Ministrstvo za javno upravo kot sistemski skrbnik volilne zakonodaje pripravilo novelo zakona o volitvah v državni zbor z upoštevanjem relativnega preferenčnega glasu, torej precej velik približek sistemu, kakršnega poznamo in po kakršnem smo pred kratkim volili poslance v Evropski parlament. Hkrati pa še vedno delamo na tem, da spremenimo meje volilnih okrajev, kar je bila sicer zahteva Ustavnega sodišča. Temu sledimo, za 2 volilne enoti smo to javno že predstavili, delamo na ostalih volilnih enotah, to pa računamo, da do konca poletja bo tudi to pod streho. Potem pa je seveda stvar političnih strank, kam se bodo nagnile. Vemo, da je za spremembe volilnih okrajev potrebno 46 glasov, za spremembo zakona o volitvah v državni zbor pa 60. No, samo to od uvedbe relativnega prednostnega glasu do konca junija naj bi bil pripravljen predlog, je že blizu ali ga že imate? Predlog je praktično pripravljen. Hvala. Ali je na današnji agendi tudi razprava o komisarju? Tega vam pa jaz v tem trenutku ne morem reči, namreč na dnevnem redu tega ni, ali bo o tem stekla tudi razprava, pa seveda počakajmo do vrha koalicije. Hvala. Ko si pobarvena, lepo. Torej, teme današnjega koalicijskega vrha so nekako jasne, zdravstvo pa proračun, načeloma 2 najbolj ključni temi. Kaj samo pričakujete zdaj od tega srečanja? Jaz mislim, da vsaka stranka pričakuje nekaj njihovega, tisto, kar je bilo pisano v koalicijski pogodbi, in da mislim, da bo tudi to šlo naprej. Jaz osebno, kot veste, bivši minister v moji branži, sigurno gledam na to, kako bo to pokazalo na proračuni 2021 glede kohezije. Ker vi veste sami, da ni predvidenih sredstev za vzhod, mislim odnosno za zahod, tako kot za vzhod, in če ne bomo z integralnih sredstev nekako garantirali ta manjko, mislim, da bo huda za zahod. Ne. Tako da, ker morate vedeti, da zahod ni tako bogat, kot si človek misli. Ne. Če vzameš Ljubljano in Koper, smo vsi na istem nivoju. Tako da mislim, da tu je tisto, kar bomo mi sigurno, in pa normalno pokojnine, kar je tu, ki že čakamo 1 leto pred tem. Ja, regres za pokojnine, uskladitev tistega koeficienta, ker mislimo, da je predolgo 5 let, mislim, da to moralo biti maksimalno 3 leta, mislim, da v tu smer se tudi obrača pogovor. Tako da mislim, da nekaj bomo tudi mi iztržili. Seveda moramo držati skupaj, ne, če hočemo, da peljemo naprej ta vlak. Kaj pa zdravstvo, kako ste zadovoljni z
Za zdravstvo moram povedati nekaj. Jaz zadnjič je bil minister pri nas v naši pisarni in jaz imam veliko zaupanja v njega. Jaz ga vidim zelo kompetentnega, ima zelo dobro vizijo. Tistih 15 mizi točk, ki je napisal, so zelo konkretne točke, ki mislim, da bi napravljeno eno razliko v naslednjih letih, sigurno. Katere so te točke? 15 je, gledajte, od organizacije do koncesij, do strok. Na splošno mislim, da prav vse konkretno, mislim, da je popolnoma cel sistem bo popravilo, ker zdaj v tem trenutku ni. Mi smo dali tudi predlog samo participacije, ne, ampak tu mislim, da ni Slovenija še pripravljena do tega, ne, se pravi, vse veste, zakaj se gre. No. Tako da mislim, bomo videli, jaz upam, predvsem na zdravstvo, da tu se bo nekaj z tega dobro kajlo. Imam veliko zaupanja v ministra. Toliko. Hvala. Kako? Komisarska zgodba naj bi ga morda tudi danes zagotovili. Jaz ne vem, kaj mi bi rekel. Tu se sliši vse in svašta. Tako da ne vem. Imamo naše ideje, naše zamisli, ampak ne. Moramo počakati, da vidimo, da povejo ta glavni. Hvala lepa vam. Hvala. Se menda zmenili v zvezi z novim zakonom, ki bi urejal tudi financiranje javnih šolstv, javnega šolstva, ki ne uživa takšne podpore v koaliciji. Naj bi se menda zmenili, da bo dobil komisarsko mesto gospod Cerar, če bodo prišli glasovi iz vaše stranke. Prvič slišim za kaj takega, tako da ne morem tega potrditi. Dobro, kako enotna je po vseh teh ugibanjih o kupčijah in tako naprej vaša poslanska skupina? Tudi v teh kupčijah vem samo toliko, kolikor preberem v medijih. Moram reči, da dejansko ni praktično nič na temu. Poslanska skupina je enotna. Nikomor se ne bomo niti prodali, niti nič v tej smeri naredili. Skratka, smo del koalicije in na ta način tudi delujemo. Ampak komisarsko zgodbo boste peljali na kakšen način torej v SMC? Komisarska zgodba ni zgodba SMC, komisarska zgodba je zgodba koalicije. Se pravi, na vladi se bodo najprej morali dogovoriti, kdo je tisti, ki ustreza kriterijem, ki bo postavil novi predsednik komisije. Na koncu bodo morali pretehtati, kdo ima ustrezno število glasov in verjamem, da bodo predlagali dobrega kandidata ali kandidatko. Kaj pa glede šolstva, ki je kolegica vprašala, kakšno vaše stališče predvsej je bilo zadnje dni po medijih? Ja, lete, kar se šolstva tiče, bomo seveda veliko težo dali mnenju zakonodajno-pravne službe. Po naši oceni bi zakonodajno-pravna služba lahko dala neke verjetno precej težke pridržke glede posameznih rešitev, ampak to so rešitve, ki se dajo popravljati tudi z amandmaji, tako da verjamem, da zakon, če bo volja v koaliciji, se ga bo dalo izboljšati. Ampak vladna služba je pa že dala kar konkretne pripombe. V bistvu jih je vlada povzela. No, mi damo vedno največjo težo tistim, kar da ZPS. Ne vedno vso težo, ampak vendarle prisluhnimo temu, kar pravi zakonodajno-pravna služba. Ne nazadnje moramo vedeti, da ko smo imeli predlog zakona v prejšnjem mandatu, je ta za takratne rešitve povedala oziroma podala mnenje, da zakon odpravlja neustavnost. In mi si predvsem želimo odpraviti neustavnost, ne pa se iti nekih ideoloških konec. Še eno vprašanje glede Abanke. V prejšnjem mandatu je vaša stranka vodila vlado in imate precej izkušenj s tem prodajami postopkov in tako naprej. Kako ocenjujete izjave gospoda Šarca glede prodaje in poziva SDH? Mi se v zvezi s tem nismo posebej pogovarjali na poslanski skupini, lahko vam pa osebno mnenje povem, da sem tudi jaz zelo zadržan pri takšnih prodajah. Ne bi smeli takšnih izjav dejati v času, praktično pred prodajo? Vete, eni si lahko interpretirajo tako, drugi drugače. Hvala. Dobro, gospod minister, glede vašega zakona, glede šolstva v minulih dneh precej razprave, tudi glede mnenja zakonodajne službe vlade, kaj v tem trenutku pravite, pričakujete danes kaj debate? Jaz vedno pričakujem debato in verjamem, da bo še veliko debate, ampak danes smo tule primarno zaradi proračuna. Proračun je ključni razvojni dokument, ki ga bo ta koalicija imela. In zaradi tega tudi danes pričakujem, da ne bo tule 5 strank, ampak pričakujem, da bomo enotni kot koalicija. In kot koalicija se bomo morali tudi dogovoriti, kaj so razvojne prioritete. Pravzaprav mi že vemo, kaj so problemi ljudi. Tisto, kar moramo narediti je, da moramo seveda zdaj spraviti zadevo v akcijo. Ni več čas za velike debate, ni več čas za ugotavljanje prioritet. Čas je za to, da kaj naredimo
kajti če v naslednjih 2 letih ne naredimo razvojnega preboja, potem mislim, da smo zamudili zelo pomembno priložnost, ki jo ta Slovenija ima. Zakaj pa ne spoštujete ustavne odločbe glede zasebnih šol, osnovnih in financiranja? Absolutno, da jo spoštujemo in seveda poskušamo rešitev peljati v smeri, da bo spoštovala odločbo Ustavnega sodišča. Še glede zdravstva mogoče, kateri ukrepi oziroma načrti ministra Šabedra vas navdajajo z upanjem, če kateri? Poglejte, danes jaz upam, da bo to glede ukrepov ministra Šabedra predstavljeno. Kot rečeno, za nas je ključno, da noben pacient zaradi organizacije dela ne ostane brez vse potrebne oskrbe, ki je za njega ključna. To je ključno vprašanje. Ne gre samo za denar, gre tudi za organizacijo dela v zdravstvu in organizacija mora biti taka, da stvari tečejo, kajti naši ljudje to potrebujejo. Ampak s čakalnimi vrstami se zapleta ne rešuje. Seveda, ne? Se zato je pa treba pogledati, kako organizirati zdravstvo, kako dodati denar, kaj vse je tisto, kar je treba narediti, zato da lahko to zadevo potegnemo naprej. Hvala lepa. Vidite v sencu, Kaj konkretnega ste naredili kot minister v zadnjem letu? Zelo veliko. Čudem, da ne veste, da sem veliko že postoril kot minister za obrambo. Danes sem pa tukaj zaradi proračuna in vam lahko povem, da bomo povečevali obrambni proračun, tako da se lahko pohvalim, da sem zelo veliko naredil v zadnjem času za obrambni proračun. Kot veste, v letošnjem letu je ta 1,05, naslednje leto ne bi bil 1,15 in v letu 2021 1,25. Tako da mislim, da to so dobri podatki, dobri obeti za obrambni sistem. Kako podpora za komisarja? Glede upokojencev pa veljajo zaveze iz koalicijske pogodbe. Vi veste, da smo se dogovorili, da bo pač usklajevanje pokojnin potekalo redno in da bo tudi izredno usklajevanje pokojnin, če bo gospodarska rast višja od 3%, in predvidevamo, da v naslednjem letu se bo to še naprej dogajalo. Potem je odmerna stopnja izjemnega pomena. Vemo, da jo bomo povečevali, tako da bi leta 2024 dosegli 63,5%. Potem glede regresa je dogovor, da bi ga vpisali v Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s tem, da je dogovor med SAB-om in pa Desusom, da bi imeli 3 stopnje regresa. Tako da lahko rečem, da gremo v tisto pravo smer. Predpogoj pa bo, da bo dobra gospodarska rast, da bo izvoz še vedno stabilen in da bodo gospodarske razmere takšne, kot so v tem trenutku. Koga bi podprli za komisarja oziroma kaj vam je najbližje? Podprli bomo tistega, ki bo predsednik vlade ga predlagal na seji vlade. Samo še to, gospod Rajc, ste že podobno sestanek nekaj časa nazaj brez konkretnih stvari. Kaj pričakujete? Glede česa? Proračuna. Ja, to smo imeli. Kaj danes pričakujete od današnjega politika? Ja, da potrdimo ta razrez proračuna za leto 2020 in 2021 in da potem gremo v izdelavo proračunov. Zelo pomembno je, da bi bila oba proračuna pravočasno sprejeta. Vemo pa tudi, da je zelo pomembno protokol, ki ga imamo z Levico, tako da najprej se mora koalicija dogovoriti, potem bo pa naslednja faza, ko se bomo dogovarjali tudi z Levico glede obeh proračunov za 2020-2021. Torej, prva točka je nekako končana na dnevnem redu. Kakšni so konkretni, mogoče so kakšni zaključki že, kaj ste se uskladili, kaj ste se dogovorili? Namen današnjega delovnega srečanja je bil predvsem, da se dogovorimo o nadaljnih korakih za pripravo proračuna 2020-2021. Kot veste, je v aprilu Državni zbor sprejel okvir za odlok za pripravo proračuna 2021. Mi smo se danes pogovorili o nadaljnih korakih, kako pripraviti razrez po posameznih uporabnikih. Predvsem smo predstavili prihodke in dovoljene zgornje meje odhodkov po posameznih segmentih.
tako za državni proračun, kot zdravstveno in pokojninsko blagajno, kot tudi za občinsko blagajno in se seveda dogovorili za nadaljne korake. Predvidevam, da bo prva proračunska seja v začetku julija, 4. julija, na katerem bomo seveda že predstavili limite za posamezne posredne in neposredne proračunske uporabnike. Torej danes je bil bolj seznam želja, če lahko nekako. Danes sem seveda vse še enkrat seznanil z okvirjem, kje so zgornje meje porabe, in danes smo se tudi pogovorili in se na nek način zavezali, da bomo pripravili proračun 2021, ki bosta izkazovala proračunski presežek na nivoju približno 1%, torej govorimo o proračunskem presežku. V tem delu bomo zmanjšali javni dolg na 65 oziroma 61% in se s tem zelo približali maastrichtskemu kriteriju 60% in se seveda v tem delu srednjeročno do 2020 tudi strukturno srednjeročno uravnotežili. In seveda v okviru tega bo potrebno pripraviti proračun 20 in 21, ki bo v celoti v tem okvirju. In to smo se danes zavezali, da bomo delali v tej smeri. Lahko zdaj čisto plastično poveste, torej, katera področja bodo dobila več, vsaj v tej trenutni sliki, in katera seveda manj. Oziroma, kakšni so ti okviri? Ali je kakšen resor, ki bo dobil manj ali enako kot do zdaj, ali bodo vsi dobili nekoliko več in kaj bo z javnim sektorjem? Torej, že ko smo pripravljali okvirje, sta bile postavljene dve prioriteti, in sicer prioriteta je pokojninski sistem in zdravstveni sistem. Kot veste, bojo tako odhodki oziroma predviden obseg, da rečem najvišje porabe za zdravstveno in pokojninsko blagajno znatno narasli, tako v 20 in 21, torej govorimo kar nekje med 200 in 300 milijoni povišanja za posamezno leto. To dvoje ostaja naša prioriteta, torej zdravje in upokojenci. Hkrati smo se pa danes tudi pogovorili, da bo potrebno določiti še ostale prioritete. Bo pa potrebno seveda vse skupaj, predvsem v okviru državnega proračuna, tako zapreti, da bomo ostali na najvišji zgornji meji, to je 10,45 milijarde za leto 2020. 200-300 skupaj ali za posamezno področje? Za posamezno blagajno, cirka govorim v letu 20 in dodatno povečanje za to v 21 za pokojninsko in zdravstveno blagajno, kar je razvidno iz okvirja, ki je bil pripravljen za leto 20 in 21, kjer so točne številke predstavljene in vam jih seveda lahko posredujemo. No, če lahko je. Rekli ste predstavili predvidene prihodke in kakšni so in kako je tukaj noter davčna reforma komponirana? No, naša priprava bo seveda temeljila na napovedi UMAR-ja. Kot veste, to pripravi UMAR kot neodvisna strokovna inštitucija, in sicer je napoved UMAR-ja, to je spomladanska napoved za leto 2020, 3,1% gospodarska rast in 2,8% gospodarska rast za leto 2021. Vkolikor bo seveda prišlo do drugačne ocene v jesenski napovedi, to je 15. septembra, bo potrebno narediti v tem delu še dodatno prilagoditev. Naj v tem delu povem, da je naša gospodarska rast v tem delu dvakrat višja od evrske rasti, 3,3–3,4% rast, ki jo zdaj dosegamo v letu 2019, je več kot dvakrat višja od evrskega območja. Naj tudi omenim, da smo trdno zavezani, da ostanemo na poti javnofinančne konsolidacije. Naj omenim tudi podatek, da načrtujemo za 20 in 21 1% strukturni saldo, torej presežek na nivoju države, dočim je ta podatek za evrsko območje -1%, torej 1% primanjkljaj za ostalih 18, da rečem skupno 19 držav, ki tvorijo evroobmočje. Da se nam najhitreje zmanjšuje javni dolg od vseh držav v evrski skupini, in sicer za 4,5 odstotne točke na leto oziroma 8-krat hitreje, kot je to predvideno v paktu stabilnosti in rasti, in da ga znižujemo proti 60% v naslednjih 2 letih. V evrskem območju pa ta narašča 85% in še celo rahlo povečuje. In kar je tudi pomembno, v tem srednjeročnem območju mi dosegamo strukturno uravnoteženost. To je tudi zelo pomemben cilj, da bo tudi strukturni saldo v tem delu bo uravnotežen. In seveda, mi smo se na današnji seji o tem pogovorili in se na nek način zavezali, da nadaljujemo z javnofinančno konsolidacijo.
Če smem še na temo zdravstva, ko ste rekli, da bo več denarja namenjenega za to postavko, za katere prioritete točno bo šlo več denarja v zdravstvu? Zdaj, mi smo pri teh zgornjih limitih, rečemo in zgornjih limitih za zdravstveno blagajno predvideli kar precejšnje povečanje obsegov, tako za 20 kot 21, nekaj malega tudi v delu samega ministra za finance, v njegovem finančnem načrtu. Minister za finance danes tudi predstavlja svoj nabor ukrepov, tako da to vam bo on bolje odgovoril v nadaljevanju. Se vam zdelo, da so koalicijski partnerji zadovoljni z predstavitvijo oziroma kje bi lahko bili še te najtrši orehi med koalicijski, če lahko tako? Vidite, proračunska pogajanja so vedno težka. Vedno je več želja, kot je možnosti. Jaz verjamem, da bomo tudi tokrat, kot smo pri pogajanjih za rebalans, vodili konstruktiven dialog in se na koncu uskladili. Mogoče ne bojo vsi zadovoljni, ampak seveda moja naloga predvsem je in pri tem bom jaz vztrajal, da pripravimo tak proračun za leto 20, kot tudi za leto 21, ki bo v celoti skladen z domačim fiskalnim pravilom. V tem primeru ga bom dal naprej na obravnavo v vlado in parlament. Hvala. A banke pa ne bomo komentirali? Ne. V Venezueli, ki v bistvu so nekateri od njih že zaprosili v bistvu tudi Slovenijo za pomoč. Kaj ste jim nekako obljubili oziroma v kateri smeri gredo zadeve? Torej, cel svet je poln negativnih novic iz Venezuele, kjer se razvija humanitarna kriza. Dobili smo določena obvestila, jaz osebno od ene družine, kjer pričakujejo pomoč v obliki repatriacije, če bo do tega prišlo kot nujno potrebno zlo. Jaz sem to obvestil vlado 2-3 tedne nazaj. To je domena Ministrstva za zunanje zadeve, da dejansko povedo, da je prišlo do situacije, kjer bi te ljudi morali brezpogojno evakuirati. To rečeno, smo ustanovili odbor strokovnih operativcev iz vseh resorjev, ki so za to zadolženi, to je notranje zadeve, zunanje zadeve, sociala, tudi mi. Kako bomo to reševali, koliko bo ljudi, kakšne imajo kvalifikacije, koliko so stari, kakšne so zdravstvene probleme. Vse to pride v ta paket. Vendar trenutno je situacija taka, da rabijo humanitarno pomoč in ker je gospod Trump zaprl dostop iz Združenih držav, edina pot, ki nam je odprta, je, da humanitarno pomoč dostavljamo preko Brazilije. Jaz sem v pogovoru z brazilskim ambasadorjem dobil zagotovilo, da če bomo rabili pomoč, bomo to naredili. Podobno sem govoril z nuncijem novim, ki je tukaj v Ljubljani, in pa tudi z predstavniki Rdečega križa, Malteškega križa. To so vse organizacije, ki delajo na humanitarni osnovi. Ampak o kakšnem številčnem obsegu govorimo? Ker slišati je, da se načeloma število prošenj za preselitev v Slovenijo, če se lahko tako izrazimo, povečuje in seveda, da imajo nekateri tudi precejšnje težave s tem, da bi sploh prišli do sem zaradi hiperinflacije in s tem, da pač v bistvu nimajo denarja niti za to. Zavedati se morate eno stvar, tako kot sem novinarki že rekel, ko bomo prišli do kritične mase. Kritična masa je takrat, ko se začnejo streljati iz ene hiše v drugo, kjer je življenje dejansko ogroženo z orožjem, kot je bilo Sarajevo ali pa kot je bil recimo Bejrut. V tem času, ko pa zdaj govorimo, imajo pa dejansko humanitarno krizo. Dostava vode je mogoče 4 ure na dan. Elektrika, družina, s katero sem jaz v stiku, so stanovalci v sosedski kupili generator, da lahko napolnijo mobitele. Problem je z zdravili, ki jih ni ali pa so pomanjkljiva. In tukaj mi lahko na osnovi potreb, ki, če jih bojo oni tako izrazili, ukrepamo. O kakšni številki pa govorimo? Jaz vem za eno družino 14 oseb, ki mi je direktno kontaktirala preko mojega Facebooka, in pa je še ena družina 17. In potem je skupina 4, ki imajo pa sorodnike v Braziliji, v Sao Paulo, in bi tudi radi šli v Sao Paulo, v Brazilijo. Zdaj tukaj imamo večplasten problem. Eden je, ko pridejo sem, jih moramo integrirati. To ne bi bil tak problem.
Problem je, če se situacija tam v enem mesecu popravi in nekaj zagotovila sem dobil strani predstavnika Vatikana, da se stvari umirjajo, da se bo zelo malo umirile. Če se tako zgodi in smo mi pripravili te ljudi sem, možnosti, da bojo vse, kar so dosegli v 50 letih življenja v Venezueli, izgubili čez noč. Tako kot se je zgodilo nekaterim ljudem v Istri, v Bosni, v Bejrutu. Inflacija je pa takšna, da tudi prodati ne morajo, ker denarja ni, da bi kdo kupil, po eni strani, po drugi strani pa v momentu, ko prodajo, naslednji dan je denar pa vreden. Tako da to je, kakor sem rekel, večplastni problem. Mi po ustavi Se pravi, čakate na MZZ, v bistvu, da pove, kdaj bo prišlo do kritične točke? MZZ, njihovo predstavništvo v Braziliji, ostalim steklu z ljudmi v Caracasu in temu sledijo. Istočasno sem pa jaz v navezi s to družino 14 in zaenkrat so tam, kjer so, ne radi bi se vrnili, vendar, če bo življenje ogroženo, seveda, to je stvar. Sistemsko smo že imeli to v preteklosti, če se spomne 8 ali 9 sirskih beguncev, ki so prišli nazaj. Jaz osebno ne vem, kako so se reintegrirali v Slovenijo ali kje so zdaj. Rad bi pa videl, da če mi tem ljudem, ki so pač naši ljudje, pomagamo in pomagamo na nek konstruktiven način, ne pa da jim dajemo miloščino, ker dejansko nočejo miloščine, oni hočejo naprej delati. Dodaten izziv bo kvalifikacije. Če je nekdo diplomiral kot zobozdravnik v Venezueli in ne zna zadosti slovensko za prakticiranje tukaj, bi bilo zelo težko ga zaposliti. Strojnega inženirja seveda, računalničar tudi. Otroci so drug problem. Čeprav se tukaj integrira, ampak njegovi prijatelji z otroštva, če otrok star 12 let, bo še zmeraj v Venezueli. Tako da tukaj moramo gledati na človeški aspekt, ne samo preživetja, ampak dolgoročno, kako bojo te ljudje se vrnili nazaj v Venezuelo, ki je na koncev vodja te družine, o kateri govorim, je bila rojena 1951 v Venezueli. Govori zelo dobro slovensko, piše dobro slovensko, vendar kot zobozdravnica ne verjame, da pri 61 letih ali nekaj takega bo uspela delati učinkovito v slovenskem območju. Pomoč je pa samo 15 mesecev. Kaj bo pa potem po 15 mesecih? Kje jih bomo nastanili? Vse to bo ta operativni odpor, katerem sem prej omenil, je začel urejati sistemsko. Ko bo pa prišlo do tega, da bo kocka padla, tako kot Cezar rekel na Rubikonu, takrat bomo pa nemudobner. Je pa zdaj dodaten problem, da bi 2,5 milijona ljudi je iz Venezuele prebežalo v Kolumbijo. Kolumbija nima več ne resursov, ne prostora za dodatno sprejemanje migrantov. Meja med Brazilijo in Venezuelo je v glavnem džungelska. In tisti, ki imajo denar, pa se hočejo evakuirati, letalske zveze so omejene, so velike vrste, ki čakajo na letalo, da pridejo. Tako da tukaj, kakor vidite, jaz kot dolgoletni izseljenec točno vem, kako se počutijo, ko ti ve, kad pride voda do brade. Hvala. Torej 200 do 300 milijonov več do leta 2021 za zdravstveno blagajno. Kako se bo to porazdelilo? Kakšni bodo ukrepi? Poglejte, kar se tiče ukrepov in kar se tiče stanja, pravzaprav moram začeti nekoliko drugače. Danes sem na koalicijskem vrhu predstavil trenutno stanje, ki je v zdravstvenem sistemu, tako na področju primarnega kot pa tudi sekundarnega in terciarnega nivoja. Število zaposlenih in tiste ključne kazalnike, ki nam pravzaprav kažejo dejansko stanje v zdravstvenem sistemu. Ključne izzive, ki jih imamo, je seveda načrt oziroma ključne točke prioritet za letošnje leto in pa za leto 2020, ker imamo precej prioritet predvsem na področju zakonodaje, potem na področju upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, tukaj govorimo predvsem o projektu sanacije in pa o ključni točki, to so seveda čakalne vrste.
tako da sredstva bodo se seveda razporedila v zdravstveni blagajni skladno z prioritetami oziroma potrebami. Kakšno pa je stanje ta hip? Kaj ste povedali koalicijskim poslancem? Lahko še tako, hvala. Kar se tiče stanja v zdravstvenem sistemu, pravzaprav imamo različne kazalnike, po katerih spremljamo uspešnost in pa seveda kakovost zdravstvenega sistema, tako da po kar veliko kazalnikih nas nekako, ki jih imamo trenutno oziroma dosegamo v slovenskem zdravstvenem sistemu, nekako umešča v sredino nekaterih področjih pa celo nadpovprečje ali pa sam svetovni vrh, to so predvsem transplantacije, zelo majhna umrljivost novorojenčkov in tako naprej. Ampak smo prav razumeli prej finančnega ministra. Na vsaki, torej leta 2020 in 2021 okrog, bom rekel, 300 milijonov na letni ravni več za zdravstveni sistem. Tukaj govorimo o skupni rasti v letu 20 in pa 2021, tako je. Se pravi skupaj, ne za vsako leto posebej. Ker je rekel, da vsako leto, tudi iz razpredelnice je razvidno, da bi naj bilo vsako leto za blagajno 200 do 300. Ja, seveda govorimo o letni rasti, torej za leto 20 in pa 21, tako je. Prostite, lahko malo bolj konkretno, se pravi nekih 15 ukrepov je nekako v igri, lahko 3 najpomembnejše poveste, tako da si predstavljamo, kaj pravzaprav pripravljamo. Seveda, lahko. Najpomembnejši projekti, torej začnemo najprej zakonodajo, seveda je zakon o dolgotrajni najpomembnejši ukrepi so, torej če začnemo z področjem zakonodaje, je zagotovo zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in pa zakon o upravljanju in vodenju javnih zdravstvenih zavodov. Potem na področju upravljanja javnih zdravstvenih zavodov je sanacija, ki kaže odlične oziroma dobre rezultate, lahko temu rečemo. Tudi v prvem kvartalu letošnjega leta se izguba v bolnišnicah v sanaciji zmanjšuje, tako da na ministrstvu posvečamo veliko časa in energije tudi temu področju in pa področje čakalnih vrst, kjer smo pravzaprav na začetku, ta trenutek nekako z podatki, ki jih imamo, poskušamo ugotoviti dejansko stanje. Identificirali smo tudi področja, ki posebej izstopajo in pa seveda število nedopustno čakajočih, tako da bodo prvi koraki, ki jih bomo naredili na področju čakalnih vrst, usmerjeni na 5 ključnih področij in pa seveda na tiste, ki čakajo nedopustno dolgo. Seveda glavna prioriteta so pa tiste čakalne vrste, kjer se lahko zdravstveno stanje čakajočim bistveno poslabša. Kako boste to dosegli glede na omejeno število zdravnikov in zdravstvenega osebja in pa tudi do kdaj dolgotrajna oskrba, kdaj lahko pričakujemo, kaj so ti merljivi cilji? Poglejte, kar se tiče čakalnih vrst, smo pripravili ključne korake, torej na eni strani smo sedaj torej z, bom rekel, nekim oceno, ker nimamo še natančnih podatkov, ocenili tiste čakalne vrste, ki so ta trenutek akutni in se jih je treba lotiti takoj. Na drugi strani pripravljamo pravzaprav potencial oziroma obseg resursov, ki jih na trgu imamo. Verjetno bo potrebno vključiti za te, torej za skrajševanje teh čakalnih vrst vse resurse, ki jih na trgu imamo. Zagotoviti bo potrebno dodatno financiranje za izvajalce, govorimo za celotne time, tako za zdravnike kot tudi medicinske sestre, ki bodo delali na skrajševanje čakalnih vrst. Zato bo treba nekoliko dodelati tudi informacijsko podporo. Začeli bomo pa kot s pilotnim projektom predvidoma z področjem ortopedije, kjer so precej dolge čakalne vrste in je velik delež pacientov, ki čakajo nedopustno dolgo. Omenili ste vse resurse, ste rekli, izkoristiti. Kako boste to naredili? Ali to pomeni tudi odpreti vrata od zasebnikov? Kaj to točno pomeni? Ker v koaliciji je bilo večkrat precej različnih stališč. Ta trenutek govorimo o tem, da je potrebno, torej glede na obseg čakalnih vrst oziroma nedopustno dolgih čakalnih vrst, kot sem povedal, na drugi strani potrebno identificirati vse resurse na trgu in potem seveda sprejeti odločitev, kako se bodo ti resursi vključevali v skrajševanje čakalnih vrst. Omenili ste čakalne vrste, kot že v četrtek sem vas vprašal glede tistih 20,000 izginulih, če lahko rečemo, mest ali pa bolnikov ali pa kakorkoli že. Ste že morda do danes identificirali razlog, zakaj se je to zgodilo? Natančnega razloga ta trenutek zelo iskreno še nimamo, smo pa za podatke nekoliko bližje, tako da imam na mizi zadnje poročilo, ki ga moram pogledati strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje z podatki za preteklo obdobje. Kdaj boste s temi koraki pričeli? Prej smo tudi že vprašali. S koraki smo že začeli, tako da prioritete smo postavili, projektne oziroma skupine so pripravljene, vsak
projekt ima tudi svojega nosilca in pa odgovornega. Časovnice so postavljene tako za zakonodajne spremembe, kot tudi za vse ostalo, tako da pravzaprav projekti že tečejo in to ni zadeva, ki se bo šele začela, ampak jo na ministrstvu tudi že izvajamo na vseh področjih. Dokdaj dolgotrajna oskrba torej? Nekako predvidevamo, da če bo šlo vse po časovnici, kot smo jo postavili, bo zakon o dolgotrajni oskrbi v obravnavi torej na vladi že do konca letošnjega leta. Tako je tudi časovnica. Predvidevate kakšno dajatev novo za to? Ta trenutek je o sami dajatvi oziroma načinu vira financiranja seveda preuranjeno govoriti in torej pripravljamo več scenarijev, referenčni scenarij, potem bom rekel nekoliko bolj tvegan scenarij. V vsakem primeru nam prve številke, ki jih imamo na mizi, kažejo, da bo potrebno zagotoviti dodaten vir financiranja seveda. Hvala lepa. Hvala.